Dvoživke so ena izmed najbolj ogroženih skupin vretenčarjev na svetu. Ena izmed večjih groženj, ki jih ogroža, je tudi izguba primernih habitatov. In eden izmed primernejših habitatov za njihovo življenje in pa razmnoževanje ter mrastenje je tudi črnojelšuje, ki je tukaj za stavbo. Tukaj dvoživke mrestijo. Na tem območju je bilo najdenih 8 vrst dvoživk. Navadna krastača, navadni veliki pupek, sekulja, rosnica, zelene žabe in pa navadni močerat. Nekatere od teh vrst tudi mrestijo tukaj, tudi v neposrednji bližini stavbe. Zato skupaj z NIB-om spremljamo, kakšno je stanje na mrestišču. Začeli smo lansko leto marca in stanje pa bomo spremljali tudi v letošnjem letu in v naslednjem letu. Nove društvo na tem območju, poleg tega spremljanja mrestišča, sodelujemo tudi z Mestno občino Ljubljana, kjer že zadnjih 10 let, oziroma več kot 10 let postavljamo varovalno ograjo. Ta odsek na Večni poti je namreč črna točka in prihaja lahko do hudih povozov dvoživk, zato postavljamo ograjo in potem ob večerih prostovoljci prenašajo dvoživke v spomladanskem času. Leta 2000 je namreč na podlagi bilateralnega sporazuma med državami Japonske in Republike Slovenije japonska diplomacija podarila češnje in prvo izmed teh 50 češenj, mislim, da je 50, je posadila sama princesa Sayako takrat in gre iz tega vidika tudi za vsebinsko zelo dragoceno vrednoto. In kar pač seveda za nas pomeni, da smo mi novo stavbo Nacionalnega inštituta za biologijo umeščali tudi pod posebnimi pogoji, s katerimi smo te češnje strogo varovali, predvideli vse ukrepe, s katerimi bomo ves ta nasad češenj v celoti ohranili. Zdaj, stavba se prislanja tudi na gozdni rob Črne jelše, kjer je prav tako zaščiten habitat. In ko povzamemo, vse te naravovarstvene pogoje, na koncu pravzaprav ugotavljamo, da je sam kontekst oblikovanja stavbe zelo, zelo podrejen vsem tem krajinskim prvinam. In v tej maniri je tudi sam arhitekturni koncept in zasnova stavbe in tudi zunanja ureditev oblikovana z čim manj utrjenimi ureditvami, z čim manj cestami, pločniki in tlakovanji. Sama stavba je kot recimo nekakšna ladja pripeta na rob gozda, dostop do nje pa je rojen preko lesenih pomolov, ki so kot neki mostovi speljani skozi te krošnje češnjevega nasada.